hkrati bi mogli biti uspešni. To je ena stvar, ki mene ful moti, da vedno bi še več, pa še boljše bi moglo biti, na neki točki pač ne gre še boljše, oziroma fajn je, da pač samo obstajamo tako, kot je in je čist v redu. Če v naravi gledamo, ne gre preko neke točke, ne? Oziroma pač ljudje si to privoščimo, ampak na neki točki bo pa tudi narava rekla stop in isto je pri vsakem posamezniku, da ne moramo biti še boljši, ne moramo se na glavo postaviti za neke stvari. Poslušajte, berite in klikajte Večer za vikend, ker smo z vami in za vas tukaj vsak trenutek. Lepo pozdravljeni, drage poslušalke, poslušalci, bralke in bralci in tudi gledalke in gledalci. To je Večer za vikend, daljša različica našega dnevnega podcasta Večer je zjutraj, ki ga zdaj že nekaj mesecev vsak delovnik dostavljamo ob jutrih in ki ga radi poslušate. Če še niste, nam seveda sledite na vseh platformah za podcast, da boste obveščeni, ko izide nova epizoda. Danes pa torej čas za daljšo poglobljeno debato, kot je navada ob koncih tedna. Govorili bomo o poeziji, o vinu, o Ptuju, o mladih in kar je še tega. Moja gostja je danes Taja Islamović. Taja, pozdravljena. Zdravo. Zdravo. Taja je izvršna producentka festivala Dnevi poezije in vina. Tudi ena petina benda Infected. Tako. Torej kitaristka, avtorica glasbe, menedžerka, vse to. Vse v enem, ja. Hvala, da si vzela čas zdaj nekaj dni pred festivalom. Super, meni je to v bistvu prav en tak odklop od te festivalske hektike, tukaj v studiu lepo, mirno, nihče me ne more klicati, krasna zadeva. Hvala za povabilo. Z veseljem. Sem mislila, sem ti dodala nekaj na urnik, pa sem ti očitno odzela, kako skrb. Še kdaj. Torej, dobrodošla v Mariboru. Ti zdaj že nekaj let, si mislim, potuješ na tej relaciji Ptuj-Ljubljana, ne si Ptujčanka, ki živi v Ljubljani, zdaj že nekaj let. Tako je, drži. Ampak Maribor pa mi je tuj. To smo ravno prej klepetale, da se nikakor ne znajdem v vaših enosmernih ulicah in priznam, koristim kot Ptujčanka navigacijo, da prijem do Maribora. To bomo drugo leto spet povabili, pa že lažje. Kako poteka to tvoje življenje na tej daljici Ptuj-Ljubljana? Zdaj tudi zaradi festivala se vračaš na Ptuj, ne redno, sploh pa zdaj v naslednjih dneh. Res je, mislim, v zadnjem času mi je to kar precej naporno, ker je veliko teh voženj, Ljubljana, Ptuj. Jaz sem tudi rada v Ljubljani, pač v Ljubljani mi je fajn in se seveda z veseljem vračam tja in bi rada preživela tam več časa, ampak žal povezava s festivalom, pa tudi ta neka navezanost na Ptuj, družina je tu, band je tukaj in me zavezuje to, da se v bistvu vračam domov. Je pa prav zanimivo živeti na tej relaciji, koliko kilometrov v bistvu prevozim tedensko, letno, mesečno, no? Ampak to je pač takšno življenje in v bistvu ga ne bi zamenjala, no. Mogoče na stara leta se mi to več ne bo dalo tako, no. Se mi zdi, da te kar izmuče, moraš malo prioritete si urediti, pa se nekje malo bolj locirati, pozicionirati. Zdaj, med se tikama, ne zato, ker se poznava še iz Ptujske gimnazije. Res je. Pozdrav vsem profesoricam slovenščine na tej točki na Ptuj. To ne bo zdaj najboljše, ker z intenzivnim štajerskim ptujskim naglasom govorim. No, tudi jaz, ja. Zdaj, torej, kot smo rekli, odraščala si na Ptuju, zdaj živiš v Ljubljani. Kako doživljaš te razlike med življenjem torej, na Štajerskem pa v prestolnici? Mislim, tako je, pač Ljubljana meni všeč zaradi tega, ker je veliko možnosti. Pač imaš res, vsak dan imaš priložnosti, kakšnih delavnic se udeležiti, kam iti, na kakšne dogodke. Tudi konec koncev imam družbo v Ljubljani. In z tega vidika, pa glede tega nekega mestnega vrveža in dogajanja, tudi v mestu, da so ljudje, da mesto živi, to je meni pač res všeč in nek gušt pač življenja v Ljubljani. Sicer res je, da ne hodim toliko v sam center, oziroma včasih malo zmanjka časa, če ne pa vsaj toliko, da se s kolesom zapeljem skozi središče, ko se vračam iz službe domov, no, da vsaj malo začutim ta duh. Je pa res, da mislim, da tu je tega manj, no. Ni toliko ljudi, čeprav vedno bolj turistično se prebuja, ampak všeč pa mi je na Ptuju to, da smo ljudje na drugačen način povezani.
Se mi zdi, da pri nas je vseeno to, da si znamo pomagati, da je več tega nekega kolektivnega duha, vsi se poznamo med sabo, meni je prav užitek mi je včasih biti na Ptuju, ko se peljem in je pol zdravo, pozdraviš one, druge in je pač, ne vem, drugačno trip ima mesto, no. To pogrešam v Ljubljani. Ne vem, tudi sosedi pa to na Ptuju je to čisto drugače, ne. Mi smo kot otroci smo bili ful na ulici, smo se vsi poznali, družili, pozdravili. V Ljubljani pač tega ni toliko, no. Ni take povezanosti ljudi. Kar je pač zanimivo, vsi so priseljeni od nekje drugod ponavadi v Ljubljano, no. Malo je, se mi zdi, da originalno Ljubljančanov, se mi zdi, da se vsi zaradi služb, študijev in to priseljujejo v Ljubljano, ampak nekako se bolj zgubi ta občutek, da so ljudi, ki ga prenašaš z majhnega kraja. Tako da ne vem, če je glih, dostikrat rečemo, da majhen kraj je neka omejitev na nek način, hkrati pa se mi zdi, da ti ful da. Prejšnji teden se je ravno v tem okviru festivala, o katerem bomo zdaj spregovorili, sem govorila z Doro Benčevič, to vizualno umetnico, ki ti tudi dobro poznaš s Ptuja, in ona je rekla, da Ptuj zelo sprejme svoje ljudi, svoje umetnike, svoje glasbenike, vzame pod okrilje in da drugega ščitijo, zato ker vejo, da so sami zase tam, oziroma da jih nišče drug ne bo, da v Ljubljani pa je čutila več te tekmovalnosti. Ja, absolutno, ona ima še verjetno bolj to izkušnjo, ker je res v obeh mestih živela in ustvarjala, pa tudi v tujini konc koncev. Je pa res, da jaz, če pa gledam iz naše ustvarjalne poti z bandom, pa se mi zdi, da je bila to mogoče neka omejitev, da Ptuj takrat v našem času, ko smo štartali, ni imel takšne scene, ni imel takšne podpore ljudi v smislu nekih menedžerjev, PR-ovcev, konc koncev, če ne drugih bandov, ki so že imeli to izkušnjo biti na sceni, uveljaviti se na scene. In nam je takrat kot nekemu srednješolskemu bandu, ki ni imel znanja, kako slovenska glasbena scena deluje, to ful manjkalo. Pač nekoga, da bi nam malo rekel, da pač se stvari ne bojo zgodile same od sebe, da ne moramo čakati na koncerte, da moramo delati, dajati ven komada in pač ta neka stvar, ki smo jo ful kasneje spoznali in nas je mogoče stala nekega položaja na sceni, ki bi ga danes lahko imeli, če bi to takrat znali izkoristiti. Tako da ima Ptuj svoje čare, hkrati pa tudi omejitve, ampak spet, mogoče je to tudi starostna težava, ne? Mi smo bili mladi, nismo vedeli, danes bi verjetno delovali drugačno, če bi začenjali z glasbeno potjo. Ampak mislim, da bomo to še več kasneje. Bomo še rekli, kako bo Infected, absolutno. Če zdaj najprej pogledava ta festival Dnevi poezije in vina, ki je pred vrati, se pravi naslednji teden, 18. do 23. avgust. Začne se v bistvu že prvi del torej v Jeruzalemu, potem pa v sredo se seli torej na Ptuj, kjer je do sobote, in tudi v pridružena mesta, torej 17 teh drugih mest po Sloveniji, kjer se tudi da uloviti ta festivalski utrip. Nekaj si že povedala, kako se počutiš pred festivalom, kako dolgo si že producentka? Ja, to je moj 5. festival. Prvi 2 leti sem bila v bistvu kot pomočnica takratne izvršne producentke oziroma koordinatorka dogodkov, 3. pa v vlogi izvršne producentke. In ta tandem s programsko vodjo Kristino Kočan je tudi že uigran, ne? Vedve sta že tak duet, ki skrbi za festival, ki diha z njim, no? Kako se razumete? Ja, v bistvu, no, če se vrnem malo nazaj, pa povem čisto iskreno, se tudi njej sem že to povedala, tako da ne bo presenetilo za ta izjava na podcastu. Ampak videli smo se prvič srečala, jaz sem bila še takrat v vlogi te koordinatorke dogodka, ona pa je bila leta, mislim, da je bilo 2022, kuratorka festivala. To je bil v bistvu neko prehodno obdobje, je bilo to za njo, iz kuratorke potem v programsko vodjo. Tisto leto je že tudi ona snovala program festivala. In moram reči, da se nisva najbolje ujela, oziroma nisva imela pretirano stika, ampak ni mi bila všeč, priznam, ker ima ona zelo zanimiv pristop in pač ni človek na prvo žogo, da bi tako rekla, da ko bi ga spoznal, bi ti bil takoj všečen, ponavadi ni, malo hladno deluje. Ampak prva, ko jo spoznaš, pa v bistvu vidiš, da skriva v sebi res to toplino, prijaznost, da je srčna, da se lahko res z njo pogovarjaš različne stvari in trenutno je res ne dojemam kot sodelavko, ampak kot neko prijateljco,
s katero se lahko tudi dobimo med festivalom, pa klepetamo tudi kakšne druge stvari, kot pa striktno vezano na festival. In res smo se ujeli, no, prvo leto se mi zdi, da nam je bilo obema malo spoznavno, da tako rečem, obedve smo bile vrženi v neke nove vode, oziroma sva že delale v teh vodah, ona na drugih projektih, jaz sem delala predtem na festivalu Arsana, tudi Ptujskem festivalu, in sem imela te neke organizacijske predispozicije, ampak seveda, kot Dnevi poezije in vina je čist nekaj drugega, pač nov festival je, no, kljub temu, da načeloma poteka na isti način, so čist drugačni koncepti in se moraš posvetiti temu in drugače lotiti, no. In smo veliko bile na zvezi, klepetale, kako in kaj narediti. Zdaj pa stvari tečejo res utečeno. Všeč mi je tudi to, da sem jo naučila biti prava Ptujčanka. Enkrat smo bila s sodelavcem Nikom Osmančevičem, ki je v bistvu skupaj koordinirala projekt Dnevi poezije in vina na Ptuju pri njej. Ona nam je večkrat tako povabi in nama da pridelke svojega vrta, jajčevce, kumarce in podobno, tako da še skrbi malo za njo, malo še ta materinski, ja, tako. In mi smo prišli v bistvu k njej na špricer in ona pač ni imela ne radenske, ne haložana in mi smo bila šokirana in smo ji povedala, da vsak pravi Ptujčan ima v kleti vedno to dvoje. In ravno včeraj sem bila pri njej in ima kljukico, je prava Ptujčanka postala. Se je naučila v teh letih. Mogoče, če bi ti izpostavila zdaj nekaj svojih vrhuncev festivala, torej mogoče za tiste, ki manj poznajo, torej to je v bistvu teden različnih dogodkov povezanih s poezijo in vinom, ne, kot pove naslov, pesniških branj, performansov, kolesarite, se zbirate ob 11:30 po noči. Ponočujemo, torej, ne? Ponočujete, ja. Se družite v kinu, letos tudi v gledališču. Tako. Na dvoriščih, torej teh dvoriščih, ki jih Ptujčani skrbno negujejo vse leto, da jih potem lahko odprejo za goste. Torej res veliko se dogaja, kaj so mogoče neki tvoji vrhunci? Preveč se dogaja. Kdo je kriv za to? Ja, Kristina, ne. Kar obe, malo se mi zdi, da imamo obe dve tak nek cilj sestaviti res dober program, dinamičen, zanimiv za obiskovalce, pa hkrati ponuditi neke novosti vsako leto. Da se ljudje v bistvu ne navadijo preveč in da jim na drugačne načine približamo še poezijo. Drugače, če bi me to vprašala, po mojem, da 3 leta nazaj bi jaz absolutno izpostavila vse glasbene dogodke, ker pač imam ta glasbeno zaledje. Ko to bi bili koncerti, letos so Masaja, Primož Vidovič in pa Generator, novomeška zasedba, ki je meni res zelo pri srcu. Ampak skozi leta mi je tudi poezija prirasla k srcu. Zelo. In so me navdušili dogodki, ki jih festival ponuja. Pa vem, da to zdaj zveni zelo tak promotorsko festivalu, za katerega konec koncev delam. Ampak res, ko ti daš festivalu Dnevi poezije in vina enkrat priložnost in greš na te dogodke, jaz verjamem, da to pač ni za vsakega, ker poezija je mogoče bolj dojeta za nek akademski zaprt krog ljudi. Ampak naši dogodki dokazujejo glih nasprotno, no, da je pač odprta, aktualna, da se zna približati ljudem oziroma da jo ljudje lahko razumejo, da to ni nujno neka kompleksna stvar, ki jo prebereš in sploh ne štekaš, kaj pesnik hoče povedati. Tako da res ti dvoriščni dogodki so meni ena izmed boljših stvari, ki jih festival ponude, sploh zaradi tega, ker se na Ptuju ne zavedamo, koliko takih skritih, lepih kotičkov imamo. Mi predstavimo, mislim, da 3-4 dvorišča, teh je ogromno. In res vredno videti in se bomo zavzemali za to, da v bistvu vsako leto dodajamo še nova dvorišča. Potem posebej zanimiv mi je mestni stolp. Letos imamo prvič dogodek v stolpu, ki je bil nedavno obnovljen. In mi je všeč, da bo poezija zazvenela tudi visoko nad mestom, da tako rečem. S Kristino smo si to šli tudi pogledati, no, mi dve imamo to navado, že s prvim letom, ko sem jaz prevzela vlogo izvršne producentke in ona programska vodja, sem jaz rekla, da si želim, da gremo v vse okoliške kraje in da spoznamo vse te ljudi, okoliški kraj in seveda tudi na Ptuju.
Ker se mi zdi pomembno, ker mogoče to spet, da se vrnem nazaj, mali kraj, kako smo mi povezani, kako smo radi v stiku z drugim v živo in jaz sem si želela dati nek obraz ljudem, s katerimi komuniciram preko maila. In čist drugače tudi začneš delati z njimi, mislim, lažje ti je na nek način, no. Veš, s kom govoriš, kako deluje in sploh, ko vidiš, kako so te ljudje v bistvu, kakšno dobrodošlico izrazijo, ko priješ in kako so srčni. In isto mestni stolp sva šla pogledati, da vidimo sploh, kje bo dogodek, kako celotno zadevo premisliti. In se noro veselim tega dogodka. Drugače pa ja, pesniški sprehod in pa piknik s poezijo, torej 2 dogodka v našem sklopu Kilometer poezije. Ta sta mi posebej ljuba, no. Ker je nek zanimiv koncept, ki se mi zdi, da se je začel tudi v drugih krajih in pa knjižnice so začele malo prakticirati podoben koncept tega pesniškega sprehoda predvsem. In to še mogoče ena potrditev, da kot festival delamo nekaj prav, oziroma predvsem Kristine, da je zelo inovativna s svojimi koncepte. Kristina Kočan je v napovedi pred festivalom govorila v bistvu o tem, v kakšnem svetu se ta festival letos dogaja, torej naštela je, da se dogaja v svetu, ko je več kot 60 oboroženih konfliktov in da so torej oči uprte predvsem v Gazo in pa v Ukrajino, in da je pomembno, da tudi poezija na to opozarja, čeprav kot so se prej pogovarjali, lepo dejala, poezija ni nek glasen glas, ampak je pa pomembno, da je tam in govori na drugačen način. Kako torej v svetu, v katerem živimo, si vzeti prostor za poezijo, zakaj je pomembna, kako govoriti o njej, razmišljati z njo, kako gledaš na to? Mogoče je glih poezija tisti neki odmik na nek način od tega dogajanja, pa ne nujno na način, da ga odmislimo in se delamo, da se ne dogaja, da ne obstaja. Seveda imaš poezijo, ki je, ne vem, o ljubezni, o tudi erotičnih temah. To je v bistvu nek dobesedni odmik, da tako rečem, po drugi strani pa poezija, ki je pač tudi aktualna, ki naslavlja pomembne tako politične kot družbene teme, je pa neka drugačna predstavitev tega, kaj se dogaja v svetu. Da, na drugačni ravni se mi zdi, da se te dotakne kot to, kar poslušamo, gledamo v medijih ali pa na družbenih omrežjih. In se mi zdi neka nujna stvar, da ljudje mogoče tudi na nek, to se tako reči, lažji način dojemamo vso dogajanje oziroma na ne tako krut način, čeprav spet poezija tudi lahko na zelo krut način opiše vse to, kaj se dogaja. Ne vem. Poezija je kompleksna stvar, ampak nas v bistvu nekako opozarja na te stvari, je aktualna, tako kot sem prej rekla, nas zna zbližati, zna opozoriti, je glasna, no. Torej celotno sredino dogajanje je v bistvu posvečeno tej temi z dogodkom Zame je mir, mir, ki se poklanja Ingeborg Bachmann, nemško pišoči pesnici 20. stoletja, ki je torej se ves čas izrekala proti vojni. Pesniki bodo torej brali njeno poezijo v prevodu in tudi svojo po izboru. To je torej tisti neki osrednji dogodek, kjer se torej pridružuje festival temu pozivu k miru, pozivu k prenehanju rožljanju z orožjem. Mislim, meni se zdi to nujno, da kot umetnik pač izkoristiš ti to priložnost, da ta nek glas, da nagovoriš širšo množico, da opozoriš tudi na take stvari. To jaz včasih mogoče malo pogrešam tudi pri nekih osebah, ki so bolj javno izpostavljene, bodisi so to tudi kakšni družbeni kreatorji ali pač kreatorji na družbenih omrežjih, pač ti ljudje imajo neko moč dosegati širše množice in opozarjati na neke stvari, ki se dogajajo v svetu. Isto je pač umetniki, na enak način lahko dosegajo širše množice. Ampak se mi zdi, da je toliko nekega strahu hkrati, ker lahko to zelo se zaroti na nek način proti tebi, ker imaš takšne in drugačne ljudi, ne. Vedno sta 2 ali več polov, eni bojo to sprejeli kot nekaj dobrega, drugi pa se bojo zarotili proti tebi. Vem, da je tudi to odvisno od tega, koliko imaš nekega znanja o temah,
In absolutno se strinjam, če nimaš nekega znanja o neki temi, ne zdaj na veliko oglašavati, kaj je prav, pa kaj ni. Ampak je premalo tega in pač vsi umetniki, ki imajo res možnost, bodi si to pesniki, glasbeniki, igralci, karkoli in na kakršenkoli način opozarjajo ali skozi umetnost ali skozi pač neko svojo pojavnost in intervjuje, se mi zdi prav, naj se opozarja na te teme. Vsi bi mogli, pač tudi konc koncev, če nisi prepoznavna oseba, bi mogli pač opozarjati na to. Dodati svoj del. Ja. Zdaj recimo lanski gost oziroma kurator festivala Ilja Kaminski je bil eden takih gostov, ki spadajo v ta bazen velikih zvezdnikov, ko govorimo o poeziji, torej ameriško-ukrajinski pesnik, ki je lani upravljal zraven tega, da je predstavljal svojo poezijo, ki se tako dotika vseh teh tem, ravno to vlogo, o kateri smo zdaj govorili. In nikoli niso vaši gostje vzeti iz konteksta, vsi živijo v tem svetu in jih zanimajo določene teme, recimo tudi letošnja gosta, bi te prosila, če ti izgovoriš njuna imena. Gioconda Belli iz Nikaragve, oziroma trenutno živi v Španiji. In pa Nikola Madzirov. Tako ga jaz izgovorim, samo zna biti, da je Madzirov. Torej iz Severne Makedonije. Tako. Tudi ona dva v bistvu, se pravi, gostja iz Nikaragve je torej zaradi svojega delovanja oziroma svoje poezije bila tudi izgnana iz svoje države in torej zdaj živi v bistvu, torej si rekla, v Španiji. Tako. Obema so blizu te teme izgnanstva, iskanja domovine, iskanja smisla. To so torej teme, ki jih vsako leto odpira festival, V bistvu, ravno par dni nazaj sva govorila s Kristino, da mi nikoli nimamo neke rdeče niti, preden se lotimo programa festivala. Mislim, rdeče niti v smislu, kakšne goste zbiramo, kakšne vsebine so, ampak pa se ta rdeča nit zgodi sama od sebe, tako kot je v bistvu letos, ravno še potem s tem sredinim dogajanjem, ko opozarjamo na kako pomemben je mir in kako v bistvu nekaj, kaj bi moglo biti samoumevno, kako tuje nam je na nek način, kljub temu, da smo že večkrat rekli nikoli več, to ko je tudi Kristina omenila Hirošima, Nagasaki, večkrat smo podarili nikoli več, pa pač pogledamo, kje smo, še vedno smo na istem, In zdaj ti moram pa prav povedati, zdaj sem pa jaz rdeča nit zgubila, še dobro, da je festival našel, Ampak ravno to, da se samo od sebe prije ta rdeča nit, kako smo letos pač povezali vse te pesnike, potem Odprto pismo Evropi, ki isto opozarja na neke najbolj peroče teme, oziroma avtor v njemu opozori na najbolj pereče probleme v Evropi. Skratka, samo od sebe nekako nastane vsebina v bistvu. Kako pa dobite ta velika pesniška imena, da pridejo na Ptuj, kako poteka ta korespondenca z njimi? So pesniki veseli, ko se jih, vsi mislim, da so ko se jih vabi v neke bolj butične dele Evrope? Ja, malce ima zagotovo vpliv to, da je festival res prepoznaven in uveljavljen. Konec koncev je 29. leto zapored letos, gre torej za neko konsistenco in tudi beseda med pesniki se hitro razširi, torej pač pretekle izkušnje, pretekli pesniki povejo naprej, grejo tudi na druge festivale in povejo svoje izkušnje, tako da mi se tu res trudimo, da se počutijo dobrodošle, da so navdušeni nad mestom, nad ljudmi, kako so dogodki organizirani in potem seveda gre to od človeka do človeka in se hitro razširi beseda, da je v bistvu festival krasen. Čist tak praktično gledano, kako to poteka, je, da se najprej izbere programsko kuratorko festivala, ki potem izbira te tuje goste. Tukaj se zavzemamo predvsem za to, da je nekako enakovredno porazdeljeno po spolih, po generacijah, po narodnostih, ne oziramo pa se res na kakršnekoli druge karakteristike, od veroizpovedi do spolne usmerjenosti, pač cilj je res imeti na festivalu visoko kakovostno poezijo. To je edino merilo. Kar se pa častnih gostov tiče, pa jih izbere v bistvu programsko vodstvo založbe Beletrina, zaradi tega, ker tudi izide knjiga obeh častnih gostov, vsakemu izide knjiga in je potrebno tu malce več tega dogovarjanja. Tu je pa res, da
so včasih tudi kakšne, da bi jaz to po svoje rekla, snubitvene take komunikacije, pa ponudbe, pa v tem smislu, no to ne mislim dobesedno se razumete, kam ciljam, traja mogoče kdaj tudi malo dlje, no. Mi že vemo recimo za 3 leta zagotovo naprej, kdo so častni gostje. Potem pa v bistvu zadeva steče, se načeloma res ni tako težko, koliko gledam zdaj nazaj, da pač pošlje se vabilo tem gostom, ki jih je kuratorka zbrala. Mogoče še najtežji del je včasih dobiti kontakte, da tako povem, pač mail naslove. In potem se res običajno vsi pozitivno odzovejo. Je pa pač pogojeno tudi s tem, da imajo že kakšne festivale planirane, mi smo tudi avgusta, čas dopustov in se nam včasih zalomi predvsem na ta račun, no, da je potrebno malo več vabil, da se na koncu nabere tista zasedba pesnikov, ki se predstavi kot osrednji festivalski gostje. Zdaj letošnja sta že tukaj ali še prideta? Ne, še prideta naslednji teden. In potem sta tu, se pravi, slab teden dni. V bistvu od srede pa do sobote, tako da teh pičlih 4 dni. Ja. Si mislim, da tudi njihovi dnevi so seveda kar zasedeni, zraven torej sami festivalskih dogodkov, tudi intervjuji, razni pogovori in podobno. Kako jim je všeč ponavadi tukaj, kakšne so tvoje izkušnje in kakšne izkušnje imaš tudi ti, torej s temi velikimi pesniškimi imeni, ki pridejo, ne, čisto na osebni ravni kot nekdo, ki je tam zaposlen in je ves čas z njimi, skrbi za njih? Mislim, tako je, priznam, da smo imeli v preteklih letih mogoče kakšno kritiko na račun tega, da je precej intenzivno, sploh za častne goste, sploh če so to neki starejši avtorji, pesniki, jim zna biti kar naporno. Festival res se odvija v 4 dneh, zgoščeno dogajanje v 4 dneh, potem če dodamo še intervjuje, ki si jih omenila, hkrati pol ta neka socializacija med pesniki, minglanje, networking in zna biti res to kar naporno njim. Imaš pa pol pesnike, ki so tudi že precej v letih, ampak so mladi po duši in jim je to prav užitek, včasih me ravno ti najbolj presenetijo, ampak če pogledamo celostno, so vedno zelo navdušeni nad festivalom, nad Ljubljano, sploh častni gostje, ki imajo prvi dan dogodek v Ljubljani, torej v sredo, in pa potem nad Ptujem. Mogoče jim je ravno to čarno, majhno mesto, ki veliko ponuja. Tudi, če gledam čist tega vidika kot Ptujčanka, pa kot nekdo, ki je včasih delal v sektorju gostinstva in turizma na nek način, ljudje zelo radi, tudi splošno pač turisti zelo radi prihajajo na Ptuj iz oddaljenih krajev, ker je čist neka drugačna dinamika. Ni res to neko veleturistično mesto in je zelo prijeten odmik. Slovenija nasploh, da tako rečem, je en res biser, da tako rečem, ki se ga mi, ki smo tu, premalo zavedamo. Res. Zdaj si omenila že gostinstvo. Moje naslednje vprašanje je seveda eden izmed domov festivala je zagotovo kavarna Muzikafe na Ptuju. V bistvu, če zopet se vrnem k Dori, no, Benčevič, ona je rekla, da je to taka maternica festivala in zelo je dobra, ja. In zelo je zanimiva ta zgodba, kako si ti, pa tudi torej tvoj sodelavec Nik, ki si ga prej omenila, kako so sploh se srečala s tem festivalom in sicer oba sta torej delala v gostinstvu, bila sta torej v srednji šoli, tako. Še kot torej natakarja v Muzikafeju in tam se je potem avgusta zadaj na vrtu dogajal ta festival. In tako so se z njim spoznala. Res je. Vem, da smo delala oba v gostinstvu že od tistih let, ko nismo smela alkoholnih pijač prodati ali pa kasirati, zato ker še nismo bila polnoletna. Tako da smo že kar nekaj časa povezana s festivalom. Takrat sicer na čisto drugačen način. Mi smo bili res ena krasna ekipa, takrat v Muzikafeju, ki je delala sploh v času festivala res intenzivno. To nas je bilo takrat zasedba od 8 do 10 ljudi, ki so cel dan skrbeli, da je za odrjo, torej na vrtu Muzikafeja, vse pripravljeno, da strežemo na celem Vrazovem trgu, na terasi. In to je bilo hektično, ampak zelo luštno, da tako rečem. In to je bila prva izkušnja s festivalom.
Zdi se mi super, da se ima oba imela to izkušnjo, ker razumeva cel proces. To se jaz recimo pri številnih zadevah, ki se jih lotim, tudi recimo pri festivalu, jaz, tudi ko sem že bila v vlogi producentke, še vedno grem na vse te manjše lokacije, pomagam pri postavitvah prizorišč, tudi če je to zlaganje stolov, brisanje stolov, ne vem, takšne res majhne, a zelo pomembne stvari, se mi zdi ključno, da razumeš kot producent cel ta proces, kaj festival je. Da to ni za samo, da jaz prijem zvečer pa se tam na glavnem prizorišču nasmiham, pač to je res ogromno dela v ozadju, ki ga dela neka ekipa in samo tako, če poznaš ti ta cel proces, lahko na pravilen način tudi komuniciraš z njimi, delaš z njimi, jih razumeš, ko ti povejo, da jim je prenaporno, da ne vem, vroče je tiste dni, skratka, to ni tak preprosta stvar, ko se morda navzven zdi, no. In cel ta res proces, od muzikafeja, kavarniškega dela, do potem pomoči pri manjših prizoriščih festivala, do zdaj vloga izvršne producentke, to mi je ogromno dalo, no, da razumem celo sliko, no. Muzikafe pa ja, vsak bi mogel delati v gostinstvu, po mojem mnenju, ker ti da ene kompetence, ki ne pravim, da jih drugje ne bi mogel dobiti, ampak jih je težje. Od te neke komunikacije do mirnosti, do razumevanja ljudi, ki delajo v sektorju gostinstva in turizma, ki so nenehno v stiku z ljudmi. Jaz se mi zdi, da, dobro, sicer že po defaultu sem tak, da res, kako bi se to rekla, imam primeren nek pristop do vsega osebja, kdorkoli že to je, na kateremkoli položaju je. In marsikdo pa tega nima. In se te ljudi včasih tretira na zelo napačen način ali pa se znese neka slaba volja v dnevu na gostinca, ki pa ni nič kriv. Se pravi, izvršni producent, predvsem tudi človek terena. Ja, zelo. Jaz se spomnim, da moje prvo leto na festivalu, mislim, da prehodila, zdaj se ne spomnim, ampak v času festivala okrog 60 kilometrov po Ptuju. Vsi, ki poznajo Ptuj, vejo, da ne vem, od katerega konca do drugega bi šla, da bi toliko prehodila, ampak ja. Športno v bistvu, vabljenje na festival, dela, to se... Ja. Dobro, zdaj mogoče še to, ne, letošnje festivalsko vino, torej Sivi Pinot, letnik 2024, domače ptujske kleti. Če smo zdaj govorili o poeziji, dajva še malo o vinu, ne? Krasno. Katero vino, kako dobra poznavalka si bi rekla, si mogoče zdaj boljša, odkar si pri tem festivalu, katero vino rada piješ samo? Absolutno sem boljša poznavalka, ker moje prvo leto na festivalu sem pila pivo, ne vino. Groza, malo sem se skrivala, tudi če priznam. Ampak potem pa v bistvu bila sem v štartu itak, da ljubiteljica sladkih vin. Zaradi tega, ker je to mogoče sploh za ženske, prijetnejše vino, ni tako kompleksno, sladko je in pač lažje ga piješ, no, čist tak. Potem pa skozi res vse te hude pokušnje tudi, ki potekajo skozi celo leto, 2 potem izvedemo na festivalu, in pa vinske pokušine, ki jih imamo na festivalu, vinski oltar in tako naprej, sem začela spoznavati vino in tudi veliko sem se opirala na našo vinsko ekipo, Stašo Bizjak, Milana Stojičeviča, Jožeta Rozmana, ki so mi nekako spraševala z njih, no, kako bi zdaj jaz, ko poskusim tu vzorček vina, izpadla pametno, da bom zdaj nekaj rekla, da to pa ima zdaj cvetlico tako, pa aromo tako. Pojma nisem imela. In Staša mi je rekla res eno dobro misel, da pač več kot pokusiš, bolj se ti brbončice v bistvu navadijo na to in začneš boljše razumevati vino. Lažje ga tudi samo pišeš, ker ga primerjaš med sabo, ker si probal iste sorte od različnih vinarjev in začneš opažati to razliko. Tako da moram reči, da sem se v zadnjih letih res kar izboljšala, kar se vina tiče. Ne pijem več sladkega vina oziroma zelo redko. Tudi to so mi rekli, ko sem rekla, jaz pijem samo sladko vino, saj boš odrasla. In očitno sem v teh letih odrasla tako ali drugače.
Tako da ja, je pa res, da jaz sem v bistvu lani tudi na Erasmusu. Jaz sem še študentka. In smo na Erasmusu v Bordeauxu, v Franciji, ki je znan po vinski kulturi. Sicer pretežno rdeča vina, ampak tudi tam sem se učila, ampak učila tudi o vinih. Ne samo študiozno. Mislim, drugače študiozno bi lahko rekli, ne vinsko študiozno. Tako, in v prostem času še kaj drugega ne vidiš, ko si na Erasmusu. Mogoče še greva zdaj še malo, ker smo rekli, da bomo govorili tudi o muziki, ne? Torej petina glasbene skupine Infected, ki je zdaj sicer bila nekaj časa na pauzi. Ja. Tak smo komunicirali, na pauzi, zaradi tega, ker smo imeli mogoče malo tako obdobje iskanja. No, vsak je na svojem koncu, jaz sem v Ljubljani, band je pretežno Ptuj, Maribor, vaje imamo sicer na Ptuju. Potem malo smo imeli tudi to obdobje, da smo bili en čas četverica, naš prvi kitarist, Jure Pišek, je šel namreč študirati v Avstrijo in to mu enostavno več ni zneslo, tudi posvetiti se želel res jazz kitari in je bil band mogoče nek odmik od tega. Prvo smo še čist v bistvu delali kot četverica, pa smo malo se vse ustavilo. Prvič je res ta geografska razlika, potem jaz dosti krat rečem, pač life se je zgodil. To je ful zanimiva stvar, da sem ravno prej razmišljala, znam to prav vtetovirano, pač life. Ne zdaj zaradi benda, ampak zaradi tega, ker veliko krat pač se kaj zgodi in si pač rečemo pač life. Ja. In to se je nam zgodilo vmes. Vsak je imel in osebno življenje in pač neke svoje stvari in je bilo težko vključiti še band v vso to zgodbo. Je pa nas vse na nek način vedno malo vleklo, da s tem nadaljujemo. To je pač, eni smo od osnovne šole skupaj. Band kot tak deluje od prvega letnika srednje šole 2014, to je 11. leto zdaj. In vedno je bila pač ta nek čud, da dajmo pa še nekaj z tega narediti. Mogoče glih takrat, ko tistega vala nismo vlovili, ko sem prej omenjala, mi smo bili zelo uspešni na tekmovanjih, številnih tekmovanjih, v Ljubljani, v Novi Gorici, v Mariboru, ampak teh zmag nikoli nismo izkoristili sebi v prid. Na tem valu smo ostali, potem pa v bistvu je pač poniknilo vse. Nismo znali izkoristiti tega. In takrat nam je seveda malo energija dol padla, nismo motivacija, nismo vedeli, kako naprej. Pa tudi stil glasbe nam ni več odgovarjal. Odrasli smo vmes. Odrasli ste. Nismo več rockerji, ki bomo tam nabijali muziko, zdaj bi radi nekaj malo bolj, ne bom zdaj rekla prefinjenega, ampak kompleksnejšega, bolj umirjenega, ta bolj R&B, neo-soul stil, ki je sicer zahteven, sploh ker noben od nas nima izkušenj z igranjem takšnega stila, s poslušanjem z igranjem pa ne, in priznam se, še lovimo, kar precej še se lovimo, ampak delamo nove komade, ki nam sedajo, ki so nek odmik od tega, kar je včasih bilo, ampak je pa res dela treba. Res, to ni... Težko je to nek hobi varianta, mislim, je hobi, ampak hobi, ki ti veliko časa vzame. Veliko časa terja, vaje, konstantne, individualne kot kolektivne. In naporno imeti band zraven vsega ostalega življenja. In tukaj smo si tudi dali malo neko časovno omejitev, neke cilje, no, da tako rečem, tega mi ponavadi prej nismo imeli. Ja, vemo, kaj bi radi, ampak so cilji bili brez neke poti. Kot to pa na koncu, jaz sem enkrat slišala ta rek, da so to samo želje, če imaš kaj bi rad, ampak če si ne začrtaš poti, pol to ostanejo želje, ne pa neki cilje, ki jih ti tudi lahko dosežeš. Zdaj to imamo, bolj ali manj uspešno delamo k tem ciljem, zadali smo si še, da pač v naslednjih 3 letih res nov album, nov stil in da najdemo nek ta svoj prostor v slovenskem glasbenem prostorju. Zdaj pa bomo videli, kako se to izide. Pač nismo več mladi, ne? Nismo več srednje šolce. Smo mladi, ste še? Niste pa srednje šolci, ja. Zdaj, ko sem malo brskala o vas, sem našla zelo zanimiv podatek, da je bilo vaše prvo ime Cvetličniki, kar ne gre, ne, stilom glasbe zraven, zato... Če bi bili nek funk band, bi to bilo noro dobro, samo nismo.
Kaj pa rečejo starši v srednji šoli, ko se njihov otrok odloči, da bo pa v bendu in to v Da bo rock rocker, bandu? ne? Tako, kaj Pa rečejo? pol se zgodijo koncerti, pa nočne ure, pa... Ja, Pa v bistvu- boževalci. Ja, Ja. Tu moram reči, da smo vedno imeli vsi zelo izrazito podporo. Ne samo v obliki nekih voženj v štartu, z financiranjem v bistvu vsega, so tudi starši prvi, ki so nam kupili že od glasbene šole naprej. Mi smo načeloma vsi šolani glasbenike, v glasbeno šolo smo hodili, inštrumente je bilo treba kupiti. Sploh, ko si ti pol enkrat v bendu, to ni zdaj, da imaš, sploh pa kitaristi bojo razumeli, pač nimaš ene kitare. Na neki točki raje še eno, pa take efekte, pa druge efekte. In tega je ogromno, pač velik strošek. Finančno so nas podpirali, res logistično, organizacijsko, pa še res ta neka mentalna podpora, ki ti jo dajejo in so veseli v bistvu, da smo vsi imeli nek ta hobi. Je pa bil seveda nek strah, pa sploh zdaj je mogoče kako nezadovoljstvo oziroma neprepričanje v to, kar počnemo, sploh zaradi tega, ker tako sem rekla, nismo več srednje šolci, službe imamo, neko življenje, vsak starš si želi, da si njegov otrok na neki točki, da se ostali, da ima neko porihtano življenje, da ima vredni prihodek. In band vzame veliko časa, pa malo prihodka da not. In je mogoče včasih nek tak strah, zakaj pa še to počnemo. Ampak tu si jaz dostikrat rečem, je pa tudi ta neko mentalno zdravje, ki ga pa dobiš skozi take hobi stvari in druženje s kolegi in preigravanje muzike in tako da overall zadovoljne je pa valjda neka ta dilema v ozadju, no. Ampak se vsi zavedamo, no, se tudi tako sem rekla, mi smo tudi odrasli in se zavedamo, da to ni neka stvar, ki bo šla, ki je dolgoročna, no. Itak bi si vsi želeli, samo realno premalo delamo za to, nimamo dovolj časa, druge ambicije imamo in to bo pač ostalo na taki ravni, kot je zdaj. Si ti še vedno menedžerka skupine? Se trudim biti, ampak mi zmanjkuje časa. Mislim, načeloma, ja, res pa je, da smo si v zadnjih letih malo bolj razporedili neko delo, tudi jaz sem izrazil to željo, ker pač ne gre več vse. Mene je to veselilo, še vedno me veseli in včasih mi je bilo lažje, ko nisem imela svoje službe zraven upravljati celostno to vlogo. Zdaj pa je vedno težje, ne? Služba meni, festival kot tak me precej okupira tudi čez celo leto in rabim podporo drugih, no. Band je res ena kolektivna stvar, ne. In spet ena stvar, ki pa ti jo band da, ne, je pa ravno ta delo v timu, komuniciranje, to je 5 različnih posameznikov. 5 različnih posameznikov nas je bilo na začetku srednje šole, zdaj smo še odrasli, zdaj smo že pač drugačni posamezniki. To je ogromno nekega usklajevanja, prilagajanja. Smo pa šli skozi res veliko, ne, to, ko hodiš na špile, ko si v kombiju, ko se hecaš, pač vsi se res dobro poznamo, no. Tako da je nek gušt. Ste dobri prijatelji. Smo. Zdaj sva že rekli, poezija, torej glasba je nek filter, kam se še odlagaš, ko vse postane prenasičeno, preglasno, kje se sfiltriraš? Premalo se, to je prvo. To opažam pri sebi, da jaz sem zelo tak človek, to običajno ne delim tak, ampak ekskluzivno. Ne, jaz sem res zelo človek, ki navzven izpade pozitivno, energično, vedno s vsemi klepetam, dajem pač to energijo drugim. Pa se pogosto zgodi, da mi je zmanjka na koncu za mene. In velikokrat sploh pred festivalom, ko je ogromno tega stresa, kljub temu, da si ti celo leto pripravljaš na ta festival, so še na koncu vedno stvari, ki kar nekako niso urejene, ki jih nisi mogel pomisliti. In je res to breme je ogromno in te pač začne res dušiti, sploh pa pol z vsemi ostalimi aktivnostmi, jaz sem res na tem prehodu, ne, iz študija v redno zaposlitev. In so pač neke skrbi, magistersko dokončati, kam se potem zaposliti, itd., zraven pa še ta festival in vse to in je preveč je.
zato pač se dostikrat res pol zvečer, ko se vse umiri, ko je tista tišina, pač priznam, se zlomim pač včasih smo zdaj pred festivalom in se razjočem, pač čist tak je, no, da dam to ven. Ampak pa pač gremo dalje, zborbamo to. Vem, da mi bo lažje, ko bo tega konec, oziroma že, ko se bo zaštartalo, bo mi lažje, to je zdaj, tik pred festivalsko. Drugače pa neke športne aktivnosti, to so dober odklop, ki se jim premalo posvečam. Podcasti, poslušanje glasbe, druženje s kolegi, ki mi pomagajo, da odmislim te stvari, pa da še v življenju tudi ful nekih drugih stvari, o katerih se lahko pogovarjamo, pač za katere konc koncev tudi živimo. Solze so zagotovo dober filter, ne? Ja, so, vsekakor. Mislim, da si za naša generacija kar malo ima preveč polne glave s vsemi temi psihološkimi nasveti, ki jih dobivamo sami, ne? Konstantno so na voljo prek raznih platform. Tega je, mislim, ja, preveč je in bolj smo že na nek način se mi zdi, da je pač zelo trendovsko postalo to, da si preobremenjen, da si izgorel. Pač se mi zdi, da eni ljudje pa imajo pač res težavo, res so izgoreli, ampak na račun tega, ker je to tako popularizirano, zgubi težo pri tistih, ki imajo dejansko težavo. In mi je škoda tega, no, tak nek trend je vse to skupaj postalo. Samodiagnoz. Ja, samodiagnoza, točno to. Ja, seveda, no, se si rekla, ne manjšamo. Ne delam se, da tega ni, absolutno. Tako. Ampak malo je zmašnjava tu, kar se tega tiče postala. Bi si želela, da je drugačno. Absolutno pa to, da ljudje, ki rabijo pomoč, jo tudi poiščejo in si pač najdejo neke stvari, ki bi jim pomagale. Tudi na to temo veliko podcastov poslušam, čisto zaradi tega, ker se mi zdi, da živimo v takem svetu, ko se srečujemo s temi ljudmi, ki imajo te težave, pa nam ne povejo za njih. In mogoče že en tak podcast nam da malo misliti, kak si je pa ta neka druga oseba pomagala, mogoče pa lahko to svetujem. Da mogoče pa posluša ta podcast nekdo iz moje družbe, ki se sooča z istimi stvarmi, pa kak bo on reševal dalje, je spet na njem, oziroma jaz sem pa tam zato, da mu nudim to uporo. Tako, ja. Vsekakor, kot sva rekli, ne zmanjšujemo mentalnih težav in prav je, da o njih govorimo. Mogoče še zadnje vprašanje, ki ne vem, če bo ravno optimistično, ampak kako se torej počutiš mlada, odrasla v tem zmešanem svetu, si optimistična, idealistka, kako gledaš na prihodnost ali pa že na trenutno stanje? Naporno mi je, zelo, ampak tudi težko sebe primerjam z nekimi drugimi posamezniki moje starosti, ker nimamo čisto istega življenja. Praktično od srednje šole konstantno delam zraven, so pa pač ta vloga, ki jo imam trenutno, je pač velika odgovornost in tu ni pač tipično življenje nekega študenta. Se mi zdi, jaz nimam tega. Itak, gremo ven, žuramo, imamo se fajn, ampak vseeno pa je bolj to že na nek način kot neko odraslo življenje, pač služba, priješ domov in rabiš malo pač tam mir. Malo pojokaš. Ne, se ni tako hudo, no. In ja, je mi naporno pač, ki se mi zdi, da nas cel svet sili to, da hkrati bi mogli biti uspešni. To je ena stvar, ki mene ful moti, da vedno bi še več, pa še boljše bi moglo biti, na neki točki pač ne gre še boljše, oziroma fajn je, da pač samo obstajamo tako, kot je in je čist v redu. Se čist, če v naravi gledamo, ne gre preko neke točke, ne, oziroma pač ljudje si to privoščimo, ampak na neki točki bo pa tudi narava rekla stop in isto je pri vsakem posamezniku, da ne moramo biti še boljši, ne moramo se na glavo postaviti za neke stvari. To, potem hkrati bi zraven tega mogel še športne aktivnosti hoditi, mogel bi se družiti s prijatelji, mogel bi imeti pošlihtano življenje, pač naporno je vse to, res. Ampak je pa, mislim, ne bom zdaj rekla, da sem pesimistična, pač še vedno sem optimistična v vsem tem, samo je pa mi včasih res težko uravnavati vse te stvari. Si pa večkrat rečem, pa se vse pol na koncu porihta. Gidi korak po korak, pač stvar po stvar in pol se res začne zlagati, no.
ne bi rada mladi, se mi zdi, da so ful črnoglede na to, kaj se dogaja, pa se mi zdi, da jih zelo prizadanajo te stvari, sploh generacija Z, to preučujem v magistrski nalogi, pač ta na nek način fenomen generacije Z, ki daje ful poudarek aktualnemu družbenemu dogajanju, trajnostni situaciji, pač to so vse stvari, ki so njim ful pomembne in jih se mi zdi, da še dodatno obremenjujejo tak v življenju. Ful se ukvarjamo s tem, se mi zdi, da. In si mogoče malo neko breme še ustvarjamo sami, oziroma slabo handlamo to breme, to tako rečem. Ampak ne pa biti, zdaj ne bi rada zaključila tega podcasta na taki pesimistični note. Pač, jaz sem imam ful fajn v življenju, pač vesela sem za vse ljudi, ki jih imam v življenju, za vso podporo, ki jo dobivam in za stvari, ki jih delam. Ja, so mi naporne, ampak ne bi jih zamenjala za čist nič na svetu. Pač toliko, ko so mi dale, pa v kakega človeka sem se razvila, pač ne spremenim. In to bi mogli pač bolj tak gledati izkušnje, ki jih dobimo skozi vse to. Hvala za ta optimističen zaključek. Se sliši, no, to, kaj se ti je dal ta festival in zagotovo vse bo v redu na koncu, tako jak si rekla, festival se bo zgodil, vabljeni, torej vsi naslednji teden na Ptuj in še vse druge kraje, ne, in torej, ko smo zdaj govorili en način, kako se čas eno malo ustavi, je pa tudi zagotovo poezija, ne, in druženje. In pa podcaste. Tako. Hvala lepa, Taj Slamović, da si bila naša gostja. Hvala za povabilo. Srečno na festivalu. Hvala tudi vam, gledalke, poslušalke, poslušalci, bralke in bralci, ki ste zdržali z nami do konca. Sledi še reklamna napoved tega, kaj lahko beremo čez vikend. Poslušajte, berite in klikajte Večer za vikend, ker smo z vami in za vas tukaj vsak trenutek. Kaj bomo brali v Večeru v soboto? Geografinja in etnologinja Lucija Gartner je redno službo zamenjala za življenje na kmetih. Četrtino leta kot edina pastirica in majerca preživi na 1560 metrov visoki planini, kjer izdeluje sir in ohranja kulturno dediščino pašništva. Vsako leto ji pri tem pomagajo otroci in mladostniki. Telefoni? Ne, oni bi raje delali drva, piše Franja Žižt. Vanessa Čokl se je pogovarjala s teologom, pisateljem in župnikom na Frankolovem Brankom Cestnikom. Največ pomeni, ko nekdo trpečega drži za roko. Tega pa več ni. Svoje smrtne postelje si ne predstavljamo, med drugim pravi. Poleg tem povezani z vero, cerkvijo in praznikom Marijinega vnebovzetja sta obdelala tudi širše aktualne, lokalne in globalne družbeno-politične teme. Že lani naj bi države sprejele mednarodne zaveze v borbi proti mikroplastiki, za katero je z vsakim dnem več dokazov o škodljivosti. Mikroplastiko so našli v fetusih in zraku, dokazano škoduje zdravju ljudi. A tudi tukaj se zatika. Tema, ki se je lotila Andreja Kutin. In še branje v nedeljo. Večer v nedeljo prinaša naslednje teme. Jože Utenkar, legendarni kapitan splošne plovbe Portorož, je preplul vse oceane, vodil posadke ter spremljal, kako je nekoč mogočna slovenska gospodarska flota izginila. Pisateljica Irena Svetek razkriva družinsko sago. V novem romanu, Tam, kjer plešejo tulipani, z občutljivostjo in močjo pripoveduje o ženskah, ki so bile videti krhke, a so v resnici nosile neuklonljivo moč. In še tole, v svetu, kjer se moda pogosto zdi površinska in hitra, je manekenka Iman dokaz, da je moda lahko tudi prostor moči, sprememb in globokega vpliva. Brali bomo še naslednjo zgodbo. Njegova zmaga nad Borisom Spaskim v Reykjaviku leta 1972 je takrat popolnoma prevzela svetovno javnost. Bobby Fischer je bil prvi veliki planetarni šahovski zvezdnik, ki je bil odgovoren za globalni šahovski bum. Vabljeni k branju časopisa tudi v soboto in nedeljo.